Evropsko sodišče za človekove pravice je v svoji sodbi odločilo, da tožbe, ki so jih vložili slovenski ribiči zaradi kazni hrvaških organov za ribolov na območju, ki po arbitražni razsodbi pripada Sloveniji, niso dopustne. Tako zame, kakor za vlado Republike Slovenije in predpostavljam za vso Slovenijo, predstavlja ta razsodba eno veliko razočaranje. Razočaranje predvsem v smislu tega, da je Evropsko sodišče stopilo na stališče, da v prvi fazi nima pristojnosti kakorkoli odločati oziroma pojasnjevati arbitražni sporazum. V drugi fazi se pa naslanja v razsodbi na pravilnik ene od držav Evropske unije, kar postavlja pod vprašaj tudi legitimnost mednarodno pravo in nazadnje tudi konvencijo o človekovih pravicah. Hrvaška ne priznava arbitražne razsodbe, s katero je bila leta 2017 določena meja na morju med Slovenijo in Hrvaško. Evropsko sodišče za človekove pravice je v razsodbi sklenilo, da nima pristojnosti odločanja glede veljavnosti in pravnih posledicah arbitraže. V bistvu se nekako distancira od tega arbitražnega sporazuma, kar se mi zdi malo sporno, glede na to, da je odločilo v tej razsodbi tako, kot je. Arbitražni sporazum je mednarodni akt, ki velja. Za Slovenijo ni tle popolnoma nič spornega in od tega pač ne bomo odstopali kot država. In nazadnje je to potrdil tudi referendum in zakonsko smo imeli od arbitražne razsodbe 6 mesecev čas, da to implementiramo tudi v lastno zakonodajo in Slovenija je to naredila, tako da mi s tem zadeva arbitražne razsodbe nimamo nobenih težav, ker za nas je to zaključena zgodba. Poslanec Robert Janev pravi, da ribištva ne moremo in ne smemo gledati zgolj skozi oči gospodarske dejavnosti, saj je to primarno kulturna in zgodovinska dediščina slovenske Istre in konec koncev tudi Slovenije. Ribištvo je že v stari državi, v Jugoslaviji, predstavljalo kar veliko gospodarsko dejavnost. Z osamosvojitvijo se je ta dejavnost v Sloveniji seveda nadaljuje. Žal ne v takšni meri, kakor je bilo to v Jugoslaviji, pa vseeno predstavlja to eno tradicijo slovenske Istre in posledično zdaj tudi Slovenije, ker mislim, da je zelo na mestu, da jo podpiramo, krepimo in ohranjamo tudi za kasnejše rodove. Na sodišče je približno 20 slovenskih ribičev vložilo 131 pritožb. Če bi Evropsko sodišče pritožbam slovenskih ribičev ugodilo, bi na nek način vendarle legitimiralo tudi arbitražno razsodbo. Kaj sledi zdaj, kakšni bodo naslednji koraki? Pritožba na sodišče v bistvu ni možna. Možno je zahteva oziroma prošnja na veliki senat, vendar statistično gledano je verjetnost, da bi se veliki senat odločil drugače, kakor mali senat, je skoraj da minorna. Mislim, da je v tem trenutku zelo pomembno to, da kot država pokažemo jasen signal ribičem, da stojimo za njimi. To bomo tudi naredili. V pripravi je novelacija ZUVRS-a, zakonom, ki ureja vprašanja vezana na razsodbo arbitražnega sporazuma. In z zakonom želimo pokazati, da kot država stojimo za ribiči, ne glede na to, katera vlada bo pač na oblasti. Ker mislim, da je to zelo pomemben element. Vlada Roberta Goloba je zelo naklonjena ribičem. Mislim, da se to kaže že v zadnjih 2 letih na vseh področjih in prav je, da to nadgradimo tudi na zakonski ravni. Poslanci slovenske Istre, v glavnem je bila tle moja iniciativa poslanke moje kolegice Tamare Kozlovič, je bila že ta, da smo v bistvu na nek način spodbudili predsednika vlade in ministrico, da pridejo na razgovor z ribiči in jim dajo tudi v prvi vrsti jasen signal, kateri koraki so in v katero smer naj bi šla reševanje njihove problematike. To se je pred par dnevi tudi dejansko zgodilo. Na tem sestanku žal je bilo opazno tudi to, da si eden od ribičev, ki je predstavnik sicer bivše vlade Janeza Janše, ne želi reševanja konstruktivnega, ampak dejansko gre v rušenje tega, kar v bistvu dejansko ribiči potrebujejo. Ribiči v tem trenutku potrebujejo jamstvo za to, da bo njihovo življenje lahko potekalo normalno naprej, da
bodo kriti tako pravno, kakor finančno, ukolikor pride do kakšnekoli posledic, ki bi jih Hrvaška želela implementirati zaradi pač nespoštovanja nekih njihovih notranjih pravil. Ne nazadnje se v tistem spornem območju dogajajo tudi škode na ribiški opremi. Mislim, da je prav, da tudi tle država pristopi in pomaga ribičem. In seveda na koncu gre tudi za to, da ukolikor je to ribolovno območje na nek način ovira tudi za naše ribiče, da bi dejansko imeli izlov, ki bi ga lahko imeli, potem je prav, da se tle pogovarjamo tudi o določeni odškodnini. Slovenija bo Hrvaško znova pozvala k uveljavitvi arbitražne razsodbe in imenovanju skupne komisije za demarkacijo meje na kopnem. Slovenija stoji, trdno za stališčem, da je arbitražni sporazum oziroma arbitražna razsodba je pravnomočni akt in od tega ne odstopamo. Ribičem seveda stojimo ob strani tako s pravno pomočjo, kakor z eventualno finančno pomočjo. Kar se pa tiče same Republike Hrvaške, bo Slovenija v kratkem ponovno dala zahtevo za sestavo komisije za demarkacijo meje na kopnem, glede na to, da so koordinate meje na morju z arbitražno razsodbo že določene. Mislim, da je to en korak, ki bi ga morali, glede na prijateljske odnose, ki jih imamo z Republiko Hrvaško, sprejeti v nekem relativno kratkem času. Slovenska vlada skupaj z ministrstvo za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano Matejo Čalušić napoveduje, da bo še naprej podpirala slovenske ribiče, jim nudila vso potrebno podporo in zaščito ter nadaljevala s prizadevanji, da Hrvaška arbitražno razsodbo prizna in implementira.